Pozdravljeni, dragi gledalci. Bilo je aprila leta 1945 na otoku Okinawa. 77. divizija je bila nastanjena ob vznožju približno 120 metrov visokega previsa Maeda. Ta previs je imel strmo, skalnato pobočje, ki je bilo težko prehodno, pa je predstavljala popolnoma navpična stena, ponekod celo z nadstreškom. Na vrhu je bil rob širok 70 metrov, nato pa se je teren za njim spuščal naprej v hrib. Vojaki so zrli navzgor v skoraj nemogoč izziv. Med njimi je bil 26-letni vojaški bolničar Desmond Doss, ki se je globoko zavedal nevarnosti pred njim. Diviziji je bilo ukazano, da morajo to pobočje zavzeti za vsako ceno. Desmond pa pri prihajajočemu spopadu ni nameraval sprožiti niti enega strela. Bil je namreč zelo veren in se je v vojsko prijavil s trdnim prepričanjem, da ne sme ubijati. Že pred začetkom je v bitkah na Guamu in Leyteju izkazal izjemno junaštvo v boju, ter bil zato predlagan za odlikovanja. Položaj bolničarja v pacifiški vojni je bil izredno nevaren, saj so sovražniki pogosto streljali prav na medicinsko osebje. Kljub začetnemu nerazumevanju in celo posmehovanju vojakov, ker ni hotel nositi orožja, je Doss s svojo požrtvovalnostjo in neomajno voljo, da reši vsakega ranjenca, hitro pridobil spoštovanje soborcev. Na vrhu pobočja so bili japonski vojaki, utrjeni v gosto mrežo jam in rovov, ki so se v nekaterih delih raztezali celo v 3 nadstropja, povezana z lestvami v notranjosti hriba. Poročnik Gornto je prosil Dossa in še 2 vojaka, naj na navpični steni pritrdijo tovorne mreže ter lestve. Trojica je ponoči neopazno splezala na vrh, pritrdila opremo na koralne skale na robu in se nato vrnila. Poročnik je pohvalil njihovo delo in dejal, da bo tako vzpon in sestop varnejši in lažji. Naslednjo jutro, na dan, ko so ga pozneje imenovali čudežni dan, je poročnik nagovoril enoto B. Tovorne mreže so pripravljene, da bomo lažje prišli na vrh. Dajte vse od sebe. Takrat je Doss pohitel do njega in menil, da bi se morali vojaki pred vzponom pomoliti. Poročnik je presenetljivo dejal: zberite se možje, Doss želi moliti za nas. Doss je molil, na kar se četa A in četa B začeli vzpenjati. Na vrhu je četa A takoj naletela na srdit sovražni ogenj in utrpela več izgub. Četa B je morala nato sama nadaljevati napad. V težkem boju so neutralizirali 9 sovražnih bunkerjev in se nepričakovano vsi vrnili, ne da bi kdorkoli padel. Le en vojak je bil ranjen. Vojaki so o temu neverjetnemu uspehu poročali poveljstvu z besedami: Doss je molil. Fotograf z oddelka za zveze je prišel na vrh pobočja, da bi slikal Dossa. Bitka se je še kar nadaljevala še naslednji dan. Japonci pa so z vseh strani branili svoje položaje, kar je povzročalo vedno več izgub v ameriških vrstah. 5. maja se je kapetan Vernon obrnil na Dossa. Tisti dan je bila pri Dossu sobota, ki jo je kot pripadnik cerkve adventistov 7. dne imel za sveti dan. Kapetan je rekel: Doss, ostal si edini bolničar, ki ga še imamo, res se potrebujemo na tem pobočju. Bi lahko šel gor danes? Doss je prosil, ali lahko najprej konča svoje branje. Kapetan je odvrnil, da ga bodo počakali. Ko je bil Doss pripravljen, se je vseh 155 preostalih mož iz čete B znova povzpelo na previs. Zadeve niso šle po načrtu. Vojaki so metali eksplozivne naboje v sovražnikove jame, a so Japonci hitro izpulili vžigalnike, preden so naboje eksplodirali. Nato so Američani uporabili bencin in granate, kar je sprožilo ogromno eksplozijo v skritem sovražnem skladišču, globoko v hribu. Japonci so to dojeli kot znak za še silovitejši napad in vse povsod planili nanje. Ameriški vojaki so bili pod hudim ognjem. Mnogi so padli, preživeli pa so morali v naglici zapustiti vrh. Desmond Doss je medtem ostal zgoraj, saj je pomagal ranjenim, ki niso mogli sami pobegniti. Ker so se tisti, ki so bili že zmožni hoje, že umaknili, se je znašel povsem sam. Pri enem izmed težko ranjenih je uspel improvizirati spust po vrvi. Z ranjenca je odstranil nosila, ga privezal na vrv in ga počasi z neverjetnim naporom spustil na varno. Ko je vojak prispel do tal, je Doss zaklical, da ga takoj odnese v bolnišnični prostor. Zavedal se je, da tak način spuščanja traja predolgo, zato se je spomnil na tehniko vozila z imenom vozu morske zanke, bowline. Naredil je zanko, ranjencu zavaroval noge in prsi, vrv pa ovil okoli bližnjega štorastega drevesa, da je imel vzvod za spuščanje.
S tem je rešil naslednjega vojaka in tako nadaljeval kar 5 ur. Vsakeč, ko je enega spustil v dolino, je v mislih prosil: Gospod, pomagaj mi rešiti vsaj še enega. Neprekinjeno je tvegal lastno življenje, se izmikal sovražnemu ognju, vlekel ranjene do roba in jih spuščal navzdol. Po oceni vojske je tistega dne na previsu pozneje imenovanemu Hacksaw Ridge rešil več kot 75 mož. Ko je končno še zadnjega spustil na varno, se je nepoškodovan spustil tudi sam. 2 tedna pozneje je Doss spremljal vojake na nočni misiji v ozemlju pod japonskim nadzorom. Ko ga je zadela granata in mu huje poškodovala nogo, pa vendar se je za drugimi ranjenci odplazil do ameriškega območja in skopal plitek jarek, kjer so preživeli noč. Zjutraj so do njega prišli bolničarji. Medtem ko so ga odnašali proti zdravniškemu oddelku, so naleteli na vojaka sa poškodbo glave. Doss je vztrajal, naj tega vojaka odpeljajo namesto njega, zato je sam sestopil z nosil in prepustil svoje mesto huje poškodovanemu. Nato je poskušal skupaj z drugimi ranjenci in prijateljem Broxom sam priti do pomoči. Takrat ga je v roko zadel še sovražni ostrostrelec. Doss je zahteval Broxovo puško. Čeprav ni nikoli prej prijel puške, je tokrat uporabil cev kot opornico za roko. Si jo obvezal in se tako trudil priti do zdravnikov. Tik pred ciljem je izgubil zavest. Ko se je zbudil v bolnišnici, so mu kirurgi pravkar odstranili 17 kosov šarpnela. Vojska je ocenila, da je Doss prav na tisti usodni dan na Hacksaw Ridgeu rešil več kot 100 vojakov. Sam je skromno trdil, da jih ni bilo več kot 50. Uradno pa je v citatu na medalji časti zapisano, da je rešil 75 mož. Ko mu je predsednik Truman na slovesnosti v Beli hiši podelil to najvišje vojaško odlikovanje, mu je med branjem celotnega citata ves čas stiskal roko in mu rekel: Ponosen sem nate, res si zaslužiš to priznanje. To štejem za večjo čast, kot če bi bil sam predsednik. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.